Pa, 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 pa. Please hold. Pa, pa, pa. Iz Ljubljane v Portorož. Mike se da je malo bolj pred Usta, tako, še bolj. Ja. Jih malo gledam. A je tako v redu? Better. Ok. Sama si hotela držati Mike. Ja. Zdaj pa trp. Ja. Dobro jutro, dobrodošli v 4. epizodi Kritiškega posetka oziroma posladka v obliki podcasta. Danes se zopet motamo po primorskih koncih z Goričkega v Piran, iz Ljubljane v Portorož. Govorili bomo o razstavi Next Generation v galeriji Monfort v Portorožu in razstavi Lare Jeranko Marconi Norec v galeriji Loža v Kopru. Z vami sva ponovno Jernej in Maša, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. Zmislila sva si tale tako imenovani kritiški posladek. Gre za nekako paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja neko pogled v specifično ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom, torej nekaj, kar midva že itak počneva, zdaj pa lahko prisluškuje tudi občinstvo. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Zdaj jaz moram nekako nasloviti to najino nagnjenje na jugozahod. Obalnim galerijam Piran basically nudva zastonj oglaševanje razstav vidim. Zdaj, Jarna, jaz mislim, da je treba mogoče iti še kaj v druge konce te naše Slovenije, tako da zdaj, kako se boš ti zdaj zagovarjal, da skozi hodiš sam na Primorsko? Prosim. Jaz se bom zagovarjal, da hodim skozi na Primorsko s tem, da združujem koristno z lepim, dobrim, ne vem. Lažje je na primorske konce hoditi, sploh zdaj na obalo, ker tudi tam delam, sam zato nobenega. Žal vzhodni del Slovenije, kohezijska regija, ki rabi ogromno denarne pomoči, vsaj tako je sodeč po kohezijski politiki, vas pridemo obiskati. Kmali. Si to lepo povedal. Jaz sem mislila, da si boš kaj bolj brutalnega zmislil, ampak me veseli. Saj tudi razlog za moj obisk Monforta v Portorožu je bil istočasni obisk slovenskega filmskega festivala, tako da je bila isto stvar, nekako bolj kot neoportunistična. Zdaj v Monfortu je do konca leta na ogled ta skupinska razstava, gre za študentsko razstavo in z imenuje se Next Generation. Razstavljajo študenti likovnih akademij in univerzitetnih programov za vizualno umetnost iz Benetk, Ljubljane, Dunaja in Kopra. Ampak v glavnem gre za 8 različnih institucij, dela oziroma avtorje pa so zbrali te tako imenovani selektorji iz teh šol, večinoma gre za neke profesorje, doktorje, tudi dekan iz Ave, na primer, je dekan izbiral. Tako da v bistvu zdaj nekaj malega mogoče v tem dan po otvoritvi, torej 22.10. se je zgodil tudi mednarodni simpozij. Mene sicer ni bilo tam, jaz sem gladko vse zamudila, ampak ta simpozij se je imenoval Novi horizonti, generacije, umetnost in teme prihodnosti. Šlo je za program v živo, neka predavanja so bila, pogovori z gosti, okrogle mize, take stvari. Tema simpozija pa naj bi nekako sovpadala s tem istim namenom te iste razstave, torej kakšna je vloga novih generacij, avtoric in avtorjev sodobne umetnosti v času globokih tehnoloških in družbenih sprememb, kakšen je pomen teh podpornih institucij v procesu nastajanja in izobraževanja umetnosti, tudi kako se prihodnje generacije sovpadajo s tem institucionalizacijo pa svobodnim vizualnim izražanjem in tako. In tudi cilj razstave naj bi bil neko pogled javnosti v prihajajoče generacije. In zdaj, če preberem v bistvu kar iz tega izročka, te avtorji neko to lastno izražanje raziskujejo na polju izrazite medijske večplastnosti in se v današnjem turbulentnem obdobju na neobremenjen način sprašujejo po pomenu vizualnega ustvarjanja. Razstava s svojo specifično odprtostjo in spremljevalnim simpozijem opozarja, da je potrebno vedno znova v nekem zgodovinskem obdobju krepiti zavest o pomenu in nastajanju sodobne umetnosti. In potem še malo o tem, kako
Obenem ta razstava ponuja priložnost, da strokovnjaki, javnost in mladi ustvarjalci skozi neko praktično in eksperimentalno delo spoznavajo in sodelujejo v muzejsko-galerijskem okolju. In to vzpostavljanje mostov med študenti, raziskovalci, visokošolskimi ustanovami in to, kako to pozitivno vpliva na kakovost in razvoj kulturne zavesti in kako je to predstavlja možnost za prihodnje povezovanje med generacijami in ustvarjalci in tako naprej. V glavnem zelo tak nek generičen, mogoče malo pretirano pocukran tekst o tej pač študentski skupinski razstavi. Ker se meni zdi, da je pač vedno eno in isto. Mislim, vse vem, da je zajeban, pač lahko bi bilo mogoče kaj bolj vsebinskega, ampak glede na to, da so skupaj zmetane zelo različne stvari, je to težko. Mogoče bolj v kakšnem, ne vem, mogoče bi bilo v takem primeru bolje ohraniti neko bolje drnato in faktološko besedilo, se mogoče meni zdi, ker pač tega je res ful. V glavnem 31. Kaj pomeni ful? Pa tako, mislim, 3 listi za razstavo, pa 3 listi za ta simpozij, nekega leporečanja o tem, kako se je fajn povezovati, ne? Pa kako je študenti, pa pogled, pa nova generacija, pa v svet, pa institucije, pa to. Ampak v glavnem 31 študentov razstavlja, jih bova midva vse spodaj v zapiske napisala. Mislim, meni se zdi v redu drugače, da midva pač spregovoriva tudi o teh študentskih razstavah, ne? Ne vem, se jih ti kaj udeležuješ ali bolj po nesreči prideš na njih, če ti pač slučajno padajo v obtok. Ne vem, recimo od Aloja ali pa mogoče od Vista, tvojega izvornega mesta. Izvornega mesta. Ja. Ne. Jaz se v resnici zelo rad udeležujem, ne samo pri nas, tudi drugje, zato ker mi je zanimivo gledati to novo, svežo produkcijo, stvari v nastajanju in tudi stvari, ki bodo mogoče kasneje utemeljevale neke nove smernice v umetnosti. In osebno se mi zdijo fantastična zadeva, v resnici se mi zdi, da jih je celo premalo mogoče, zato ker so to služijo 2 namena. Eno je, da navadijo bodoče umetnike, bodoče razstavljalce, kako se dela, drugo je pa, da tudi dajo ljudem, ki spremljajo umetnost, da vidijo, kaj se pravzaprav dogaja oziroma kaj prihaja. Je pa res, in to sem mogoče tudi ti malo načela, da so vse te razstave lahko malo vprašljive, kar se tiče tematike oziroma neke kohezijske, kuratorske vsebine. To je pa tudi zato, ker na koncu dneva, če ni neka zelo monolitna šola, ki ustvarja zelo specifičen tip umetnikov, ki dela v zelo specifični smeri, kot je recimo bil Düsseldorfska šola fotografov oziroma Bauhaus predtem, dobiš vseeno dosti raznolike umetnike oziroma dosti raznolike ustvarjalce, ki jih mogoče zanimajo različne stvari in različni tudi estetski in vsebinski pristopi. Tako da jaz osebno ne bi lih zameril študentski razstavi, da ni najbolj kohezijsko usklajena, da je mogoče malo all over the place v navednicah, ker je težko delati z tako grupo skupin, ki jih ne druži drugega kot študij. Ni nujno zdaj, da jih bo družilo tudi tematsko. No, ampak mogoče ti recimo, ko si dejansko bil zraven pri takih razstavah, ne? To, kar si prej rekel, da imajo priložnost, da se naučijo, kako se dela, ne? Pa je to nekaj, kar se dejansko zgodi, vsaj kar se te razstave zdaj, o kateri govorim, tiče, se je meni zdel, da, mislim, ne vem zdaj, koliko se je videlo, kako se dela, ker delali se je na nekih točkah slabo. Pri teh razstavah je tako, ti imaš lahko 2 nivoja dela. Lahko se lotiš teh razstave bolj celovito in se v bistvu vsi, ki prisostvujejo, tudi ukvarjajo s tem, kaj bo tam oziroma z deli, ki jih bojo tam predstavili. Lahko je pa to neke vrste semestrska razstava, ker tudi počnejo naše univerze, kjer v bistvu samo potegneš stvari, ki so nastajale v toku študijskega leta. Ta slednja oblika se mi zdi manj zanimiva in za študente, kot tudi za tiste, ki jih zanima, kaj se bo pravzaprav zgodilo s temi študenti po zaključku študija. Zato ker, ne vem, a res imamo kaj od tega, da gledamo njihove izdelke, ki so nastajali za šolske naloge. Marsikaj od tega je dost namenjeno samemu sebi in ni nujno mišljeno, da bo to zdaj neka stvaritev, ki jo je treba dati ven v smislu v kulturni prostor, ampak je to nekaj, kar moraš ti kot nek ustvarjalec iti skozi, zato da
da si zgradiš neko orodje, neke metode dela. Tako da jaz mislim, da je najbolje razmišljati o takih razstavah in tudi to bi bil moj predlog ljudem, univerzam in vsem, da se teh razstav lotevajo kot razstave za namenom razstave. Tudi dela, ki so nastala, da naj niso dela, ki so nastala, ne vem, pri učni uri tega ali unega, ampak so to dela, ki so nastala z nekim drugim namenom, morda bolj usmerjena v avtorsko izražanje kot kaj drugega. Ok, no jaz sem bila na tej razstavi pač prejšnji vikend, to pomeni, da je razstava stala en teden, ko sem jaz prišla na ogled in bova spet mogla žal potarnati o tej nedelujoči tehnologiji in nasplošno o slabem vzdrževanju razstave, pač, ko ta pač že stoji, ne. Zdaj, če jaz prav razumem, ta razstava nima zares človeka, ki bi to kuriral, ampak so pač skupaj postavljali pač študentje in te selektorji. Mogoče, da ima kako ekstra odgovornost ta gospa Corine Mazzoli, torej ta umetnica in tako imenovana mednarodna koordinacijska raziskovalka za ta projekt. Preko katere naj bi se ta razstava uresničila v neki koprodukciji, ampak ni pa navedena kot kuratorca, no, tako da pustimo stati. V glavnem, tudi jaz kot kuratorca, ne, potem, ko se razstava že otvori in še posebej, če je to dolga razstava, ne, ki bo stala več mesecev, ne morem biti jaz vsak dan tam oziroma osebno nekako preverjati, če vse štima na razstavi, ne. To se pač ne da, jaz to razumem, ampak nenehno se umetniška dela, ki se stojijo nekako iz elektronike, ekranov, zvoka, projekcije in to, kvarijo. Skozi se kvarijo in pogosto nihče ne ukrepa, ne. In to zdaj ni v domeni tega študenta, ne, ki čuva to razstavo tam, ali pa človeka, ki mogoče zjutraj samo odklene pa prižge luči pa požene čez elektriko, ne. In ta informacija, ne, o okvari, če to ne gre dalje, je v bistvu delo lahko neprezentativno dlje časa, ne. Še posebej, če mora umetnik priti kaj popraviti ali pa ponovno narediti, pa je umetnik v resnici iz tujine ali pa kaj takega, ne. Zdaj sem čisto zakomplicirala, ampak v glavnem eno na prvi pogled kar privlačno delo ni delalo, ne. Pač bil je nek ekran in je bila pač tema, tišina. In pa je, da se je nek USB ključek pokvaril, po besedah prijaznega prodajalca kart. In tudi ni nobenega listka, ne, v smislu se opravičujemo trenutno v okvari. Potem sem videla tudi enega obiskovalca, ki je pač tipal po tem istem ekranu, ne, ker je, ne vem, mogoče mislil, da je stvar interaktivna, da je treba, ne vem, zbuditi zadevo, kakšne take stvari. Ne mislim nič slabega s to interaktivnostjo, no, ampak ker je itak bilo kar nekaj interaktivnih del na razstavi, ampak nikoli potem zares ne veš, a ne, za ostala dela, kako gre s to interaktivnostjo, če ene stvari ne delajo, ne veš, koliko delajo, a čist delajo za nalašč ali po nesreč. Jaz mislim, da to je pokvarjena plošča in se skozi pritožujemo na ene in iste stvari, ampak očitno je tako težko zrihtati nekaj tako v navednicah osnovnega. Ja, mene to tudi zmoti. Se mi zdi, zdaj ne vem, ali naj od vas spremlja, ker jaz mislim, da prav kamorkoli grem zadnje čase, nekaj ne bo delalo, ali je to zdaj ratalo tako razširjeno, da pač se ne poskrbi več za razstavo pravilno. Mislim, ni to na študentu, da to naredi, ampak je pa na tistemu, ki skrbi za prostor oziroma ki skrbi za galerijo, da si zagotovi delovno silo oziroma podporno skupino, ki bo tudi na to skrbela. Zdaj, če je zadnja skrb to, da je čuvaj razstave samo nekdo, ki tam odpre in zapre in mogoče prežge par stvari in se noben niti ne vzame čas, da se mu razloži, kaj je treba narediti, kaj je treba preveriti, potem ratejo stvari tako. Zdaj, mogoče res to delo se sliši kot kar nekaj nič posebnega in da ni treba v to vlagati, ampak a ni na koncu najbolj pomembno to, da ko odpreš galerijo, vsakeč, ko pridejo ljudje kot obiskovalci, so stvari delujoče in reprezentativne. Lahko bi šla še globlje, lahko začnemo se pogovarjati malo bolj teoretično, govorimo tudi o the notion of care oziroma o skrbi do drugega. To je potem tudi odnos v bistvu galerije oziroma kuratorja oziroma celotne institucije kot take do samih umetnikov. Zdaj, jaz mislim, da če si se že toliko vzel čas, da pripraviš razstavo, da vložiš denar, da v kakšnih pogledih tudi kaj sproduciraš
z umetnikom. Ni vse vedno samo prenešeno, kakšne stvari morajo biti narejene prav za prostor. In vložiš ves ta trud, zato da na koncu stvar dela 2 dni in potem se požvižgaš, a je sploh smiselno vlagati toliko truda za nekaj, ki na koncu ne dela. Nekako se mi zdi, kot da je počasi ratuje pri nas samoumevno, da ta skrb po otvoritvi ni pomembna več. In to je mogoče celo malo zaskrbljujoče za samo sceno. Ne vem, če se bova ponavljala še tako naprej za vsako drugo razstavo, potem je to res problem. Sem še slikarske razstave šla gledati. Ja, zato ker Da ni nobenih stvari, ki bi se lahko pokvarile. Ja. Kaj pa, če en žebo pade ven, pa malo prevesi zadeva? Ma tudi to je lahko zober. Jaz se spomnim, ker sem bil enkrat v Stuttgartu Pak to ni niti nekaj, kar bi lahko nekomu rekel, da je problematično ali da so kaj krivi, zato ker se to pač dogaja, ker tako je v kulturi, ker dela morajo krožiti, ampak ker greš recimo, priješ v neko mesto, ki nikoli ne greš tja vsak dan, ampak greš enkrat v life ali pa 2krat mogoče. In sem bil v muzeju moderne umetnosti. Ja, tako enih 3-4% del ni bilo tam, ker so jih posodili. Sej razumeš, ne, sej je prav, ampak je pa tudi malo zoprno, ko gledaš tam sam tisti listek, se opravičujemo, je nekje. Ampak tukaj vsaj razlog obstaja in je tudi razumljiv, da pa delo ne dela samo zato, ker se zanj ne poskrbi, je pa čisto nekaj drugega, no. Kako si ti rekla, ni bilo niti listka tam. Če bi vsaj bil listek, bi človek še razumel. Ja, ali pa da bi model izrazil vsaj kakšno skrb za to, da nekaj ne dela, ne? Ne pa tako, Pol je popolnoma razumljivo, da stvari ne bojo delali, če noben ne izrazi skrbi. Sej pa ne vem, po 2 tednih pride slučajno kurator ali pa kuratorca mimo, vidi, da nekaj ne dela, pa je vse skoči v luft. Zato, ker seveda tisti ljudje, ki so se pa trudili za to, in so vložili ogromno enega truda, jim je pa grozno videti, da stvari niso tako, kot bi mogle biti. No, ampak da ne bova zdaj res sam še o stvareh, ki ne delujejo, kaj pa dela, ki so delovale, kaj je bilo kaj tako zanimivega tam? Je bilo vse v bistvu, tako, ko mora delovati? Ali so bile tudi slike? V bistvu je bilo vsega je bilo polno, no, video, plastika, pa posnetki performansov, interaktivne igre, celo neka oblika zinov je bila, tudi slike, neko projektno mapiranje, fotke, animacije, v glavnem vsega je bilo. Ena par stvari mi je bilo kar všeč, medtem ko se mi je pač par stvari zdelo čist brez veze. Res pa je, da ni bilo nobenih besedil o posameznih delih, nikjer, kot da sem mogoče kakšno genialnost jaz izpustila pač sam zato, ker nisem iz prve minute gledanja dojela, zakaj se gre, pa sem potem pač šla mimo, ne. Čisto na začetku razstave je v bistvu bila ena interaktivna, napol VR igra, ki je govorila o volitvah, kao nek hibridni volilni sistem za leto 2030. In to je delo od Daniele Weiss iz Dunaja in vključuje v bistvu video in audio, pa hkrati tudi igro, ki jo ti kao igraš prek telefona. Zdaj to delo omenjam v bistvu samo zato, ker sem jaz zabila 20 minut pri tem modelu, ko sem pač basically hackala svoj telefon in se zraven počutila kot največji debil. Samo, a zdaj se o tem pogovarjamo zaradi sunken cost fallacy, ali so to, ker je dejansko bilo tako zanimivo, da si zabila 20 minut? Ne, mislim, moje zabijanje teh 20 minut ni bilo zanimivo, ampak zelo frustrujoče, ne. Ja, se ti pravim, jaz sem zabila 20 minut, ker sem poskušala narediti to, kar sem mogla narediti. Ne, ker sem delala stvar, ker bi bila tako fajn. V glavnem, pa smo z nekim drugim telefonom to rešili, no, na katerem je to delala. Kaj je bil problem? Kaj je bila ta tako tehnološko napredna zadeva, da ni mogel vsak telefon tega narediti? Ne, ti si mogel skenirati eno QR kodo in te je vrgel na neko spletno stran, kjer si ti prebral navodila, kako moraš ti, mislim, bili so pač postopki, kako moraš ti zdaj to igrati. In pa si... Sekundo. A ta navodila bi lahko bila sprintana zraven? Mislim, je kaj doprineslo, da so bila navodila mislim, za manj QR kodo? papirja, manj še več papirja tam na metanga, which I appreciate. Ja, ampak po drugi strani si rekel, da je zelo malo pisal na razstavi.
Ja, o delih. Se tudi kle so bila sam navodila, nič o delu. Ja, ampak če že niso zapravili papir za o delih, bi mogoče dali navodila. Ja, pa jaz bi rajš kaj o delih, kot ampak v glavnem. In potem pravim, si tam ja, kliknil play now in navodila so bila tako, da si mogel telefon usmeriti dol na en krog. En krog je bil na tleh, ena nalepka in si pol mogel ti krog na svojemu ekranu od telefona poravnati s tistim krogom na tleh. In ko si to naredil, je on pač dojel ta tvoj space in pa si lahko s telefonom, a ne kukar neka napol VR fora, okrog obračal telefon in gledal kukar podoben kot ta Pokémon Go, a veš, na telefonu. Ko se ti Pokémon pojavi v prostoru. Tako, kot imaš recimo od Google, če poguglaš živali in potem Ja, ti no pokaže na v to prostoru. foro sam da klete da pač v nek tak na pol cyber glitchy svet, kjer sta levo in desno od tebe dva robota, ki imata tako čez faco pač nek ekran in pol ti nekako se odločiš, kjerga od teh dveh robotov bi kao votov, ne, in pol klikneš na njega in to je zdaj in oddaš svoj vote. In potem te pač vrže ven iz tega in te spet vrže na navodila in jaz sem bila že čist annoyed, ko sem prišla do tega, ker moj telefon pač ni unga krogca narisal sploh in nisem mogla poravnati tega in nič ni delal. V glavnem. Okay. To v glavnem ni me preveč navdušilo, no, to delo. Čakaj. Zdaj so padla v to delo, da imamo se vzeti malo časa, zato ker zdaj smo ga gledali zelo on face value, ne? Zdaj smo govorili o delu, kaj je, in smo se tudi z njim spopadali kot to, kar prikazuje. Ampak to delo verjetno ni samo to, kar prikazuje. To je lahko tudi komentar na vse skupaj, ne? Na to, kako vključujemo tehnologijo v svet, kako vključujemo VR, AR, kako recimo Meta oziroma Zuckerberg ustraja na tem, da bomo vsi v VR svetu in da zdaj rabimo vsi Oculus Quest in ne vem kaj vse, zato da bomo sploh lahko na Facebooku. Lahko je tudi to komentar celega dela. Jaz si zelo želim, da bi to bil ta komentar tega celega dela, ampak jaz si ga na prvo žogo nisem uspela tako razložiti, ker sem dobila občutek, da bi to mogli sam ful dobro delati in biti ne toliko resno in konceptualno, kot si zdaj to ti razložil. Ja, ne, sej meni je dalo tisto, kar da je delo, je pač govorijo, uporablja tehnologijo kot neki, ki nakazuje na bližjo prihodnost in kako bo vse v bližnji prihodnosti malo bolj drugače, pa malo bolj tehnološko, tako kot recimo kako se je razmišljalo v 80-ih o tehnologiji v 2000-ih in kako bo vse cool in bomo imeli teče avte in hoverboarde in ne vem kaj vse, ampak hkrati pa tudi komentira celotno to mogoče bolj ameriško-centrično način glasovanja in to, da imaš samo dve izbire in imaš ali Trumpa ali Bidena in čau. Mislim, nisem bil tam, samo z tvojih besed, se mi zdi, da stvar govori bolj kot ne o dvopartitnem sistemu in o tem, koliko je pač vse to glasovanje bolj kot ne izbira za idol politika v smislu vseh teh nekih TV šovov. Veš kaj, ta razstava je do konca leta, jaz ti predlagam, da si greš ti to pogledat. Ne, mislim, jaz sem njih tako noč, že samo, ko sem mi razlagala, koliko cajta se ti rabila za to stvar skupaj spraviti in si predstavljam, kako zgleda, mi verjetno odšel tudi tako malo razočaran, zato ker nisem toliko navdušen nad vsem tem AR-om in VR-om in tako, ker je samo for the sake of it, ker ne vem, kaj smo pridobili s tem, da je bilo to tako, ne vem. Veš kaj, jaz mislim, da mogoče bi te v prvo že ratal narediti stvar in slediti navodilom. Jaz sem pol mogoče zato, ker imam iPhone ne bi delal. Mogoče. Mislim, zdaj jaz mislim, da je to moje zajebavanje 20-minutno posledica tega, da jaz nisem mogoče najbolj spretna s tem in s tem, da sem zelo, zelo hitro izgubila živce. Ne vem, no, lej boš poročal, pol, če boš šel to pogledat. No. Meni se je zdel to kar nek tak resen problem pri teh nekih intermedija, interaktivnih umetnostih, ker v bistvu kako to zdaj približati uporabniku oziroma gledalcu, da mu bo tudi vsebina nekaj dala, ne da se bo s tehnologijo zafrkaval večino časa. To mislim, da je večni problem tak tip umetnosti. Ne? Intermedijska umetnost, kakor jo kličemo pri nas, oziroma multimedija ali umetnost, ki se ukvarja s sodobno tehnologijo, veliko krat pristane v to, da se ukvarja s tehnologijo samo, manj z drugim. Ne vedno, marsikaj je tudi dobrega, ampak je pa tudi pogosto se zgodi, da ljudje delajo stvari v tej smeri samo zato, ker je pač to novo.
Ja, pa se to se mi ne zdi napačno, sam problem je, če pol sam nič ne dela nikoli. Ja, ampak, a veš, to je tudi point. Zakaj se to tako dogaja, ne? Ok, v glavnem, boš poročal, jaz ti lahko pol tudi pokažem na telefonu, ker imam še zmerno stran odprto pod zavihki. A imamo krogec, ga lahko narišemo. Če narišemo krogec na tla, bo delal? Ne vem, lahko probava. To se sliši tako. glavnem, Full Metal Alchemist skoraj. Mislim, ja, no, ampak v galeriji je bil tak črn, taka nalepka je bila, tako da to je treba pofejkati pol. Zdaj, to me pa res zdaj zanima, če bi lahko to pofejkal. Če bi si lahko dal krog doma in pol bi delal, ali je to vezano dejansko na prostor? No, ampak v glavnem, ajde, kaj se mi je dopadlo na razstavi? Všeč mi je bila neka taka video igra, ki je v bistvu bila predstavljena v obliki videa od Alije Develtove. Ona je tudi iz Dunaja in je v bistvu bil tak video, gledaš, kakor ne vem, kakor da nekdo igra igro in je vse tako v rozah barvah, vse tako geometrijsko in zraven je zvok, kjer v bistvu ta govori s tabo, taki kao igrano. Mislim, ti kakor spremljaš nek krogec, ki potuje po labirintu in pol mora vedno iti čez krogec, da lahko pride v drugo sobo, čez tak izrezan krogec, ne? Da pride v naslednjo sobo, pa v naslednjo. In čez celo to popotovanje se ta krogec hvali, koliko je on circle in da, ne, in koliko je to dober, da on ni square, pa on ni triangle, on je circle. In pol potuje čez te krogce in pol recimo na neki točki ne more iti čez krogec in zapaničar in ugotovi, da gre lahko čez večji krogec, ker je zrastel. V glavnem pol ta krogec kao potuje čez ta labirint. Veš, na foro te otroške igre je. Kugla gre čez krogec, trikotnik gre čez trikotnik, kvadrat gre čez kvadrat. Ta krog, ne, mislim, ta kugelca ali karkoli že je ta entiteta, Circle. ki jo mi spremljamo, ne, je ful ponosna na to, da je circle in da pač te kvadrati pa trikotniki, to je lame, ne. Jaz sem pač circle, jaz pač grem čez circle in je ful dober. V glavnem in potem ona potuje in potem na konc niti čez circle več ne more in v bistvu mora iti čez square. A veš, ona je recimo ves čas bila square, sam je bila tak mali square, da je lahko šla čez circles. Razumeš, kaj ti govorim? V glavnem neko to prepričanje v lastno identiteto, neko to ziheraštvo, da ti si nekaj, kar misliš, da si in misliš, da je to dober in edino dober in si zadovoljen s tem in se hvališ s tem in take stvari, potem pa to lahko pride za tabo, pa v bistvu ugotoviš, da pa ne, ti si pa bil square all along. In je tak malo zanimiv video. Ali pa je bil ta square oziroma circle malo shapeist. Ja, zelo shapeist. Ampak, a veš, pol tako, pa sem pa square, pa ne, sej to je tudi v redu, ne, sej squares are the best. Tako da pol je ta redemption arc. No, ampak ja, ta video je bil ful tako zanimiv, preprost, ful zanimiv, zgleda kaj en screensaver iz leta 96, tako, a veš, ko sam tako po labirintu pa hodaš čez stene in zraven ta nek ful, nek ta vesoljski zvok, pa tako ta, ki se pogovarja s tabo, to se mi je ful dopadlo, pač to je tako, ne vem, 3 minute na video. No, sem mislil, da traja ful dolgo. Tako. Ne, Opis je bil tako, sem si predstavljal, da traja dlje. Ful je tako, v bistvu kar hiter pride na to, da mal zraste, pol se mal hvali. Je drug pace, kot sem si ga predstavljal. Ok, se nima veze. No, drugo delo, ki se mi je pa dosti dopadlo, je bilo pa od Aleksandrine Godorogeje. Boš ti prebral tole, kako se imenuje? Ta naslov? Ja. Prego, akomodativi. Prosim, sedite. Ja. No. Aj narobe preveden. Ja. Kaj pa? Mislim, lahko bi bilo bolj razkomodite se, oziroma no, razstavljen je bil stol, tako da po mojem je lahko bi bilo iz vidika tega lahko, ampak čakaj, zdaj sem že v dvomih. Komot je slang, ne? To ni slovenska beseda. Dobro, no, ukomotiš se v glavnem. To je dobesedni prevod. Ukomotiš, ok. Lahko pomeni, da se usedeš, no, se lahko tudi tako uporablja bolj formalno, ampak ima malo drugačno konotacijo, kot da se usedeš. Se mi zdi, da sedenje je vseeno malo bolj striktno, pa ne vem, te postrojijo po stolih, pa se moraš tako posest, pa biti tam, če se pa ukomotiš, se pa lahko malo zbiraš. Ne vem, se mi zdi malo drugače. No, v glavnem, razstavljen je bil tak mini lesen stolček. Tako
3 centi visok stolček. Je bil razstavljen na taki Material? mini lesen stolček, razstavljen stol, ki ga nariše 5-letnik. Pač Okay. pravokotnik, 4 noge. Zelo najbolj basic stolček. Polno hrbtišče ali prazno? Polno oboje. Okay. V glavnem in postavljen na neko veliko stekleno kocko, ker drugače bi ga pač vsi sfalili, ker je tako majhen. Stekleno kocko? Ali pa iz pleksija, no, ne vem. Ne. Ne vem, zakaj. Pač nekaj, s čimer bi načeloma pokril tako stvar. Toliko si govorila o teh krogih, da sem se zdaj, ne vem zakaj, ko si rekla steklena kocka, predstavlja ogromno stekleno kroglo. In sem študiral, zakaj in kako je zdaj ta ogromna steklena krogla tam in tisti stol gor. No, ne, ja. Kubus. Kubus, steklen kubus, pleksi, kubus prozoren, na njemu ta mini stolček, no, full cute. In potem zamujena priložnost v resnici od te iste umetnice. Zamujena priložnost je naslov, zamujena priložnost je... Je bila zamujena priložnost, ti bom povedala zakaj. Aha. Naslov dela je The Crack in the Wall in na razstavi v bistvu bila samo ena velika QR koda na tleh, ki si jo ti pač skeniral. In ta koda te popelje na nek ta blok, na nek profil, imenovan isto to A Crack in the Wall in vsebuje v bistvu seznam nekih koordinatk po Benetkah, kjer so se zgodile te neke male intervencije. V glavnem ona je med razpoke v steni, oziroma predvsem med tem, ko je bil manjko opek, no, tako bolj natančneje, je ta umetnica inštalirala taka cute mini drevesca noter. Nekje so bila tudi sam vrata, no. Ampak v glavnem vse je tako cute in mini in je izsledljivo, ne, po teh lokacijah, po mestu Benetk in ta blok vsebuje tudi prav zemljevid. Ti lahko to poklikaš pa pogledaš, ne. Tako da v bistvu ti lahko... Tako da še ena stvar, zakaj je tu Benetke, ne? Čaki, ni še konec. Tako da v bistvu, ja, ti lahko zdaj kot obiskovalec to spremljaš pač na telefonu oziroma računalniku, obstaja tudi Instagram profil, ga bova spodaj nalepla, no. Zamujena priložnost. Zakaj da fakt niso ene te mini intervencije naredili not v Monfortu? Pač to bi bilo amazing. Si vse pogledala? Ne, no sej, to je pa druga stvar, ne. Obstaja opcija, da je to, ki je bilo skrito, pa da sem jo sfalila, ne. Zdaj se mi je pa vse genialno, če bi se to dal, da bi v bistvu zdaj, da bi se neka ta začasna koordinatora pridružila temu celotnemu projektu. Meni se zdi tako, čist iskreno, jaz bi lahko predstavljal, da to je tam in da kurator oziroma kuratorca ne ve, da je to tam in je to tak mini easter egg, tako da jaz bi to ful iskal. No in na tej točki še ena zanimivost, ki v bistvu zelo sovpada s to celotno zadevo. Jaz sem pač počekirala ta Instagram profil od tega projekta in je gor tudi ta mini stolček objavljen, ne, ker je to pač ista umetnica in v bistvu njegova pot oziroma ustoličenje v okviru Beneškega bienala letošnjega in sicer v španskem paviljonu. Tako da obstajajo fotke in posnetki, kako so tam mini stolček dali v španski paviljon na tla nekam in je v bistvu hilarious. Še zemljevid so naredili, tloris in z X-om so označili, ne, kje se nahaja ta stolček in predvidevam sicer, da je to bilo samo en dan, ne, datum od tega Instagram posta je 22. april, ker pač to bi folk pohodil, če bi to bilo skozi tam, ne. Ampak v glavnem je bila neka ta easter egg intervencija znotraj španskega paviljona strani te umetnice s tem istim stolčkom, ki je pač zdaj v Monfortu razstavljen. Mislim, da počasi bomo mogli narediti en website, neka spletna stranka bo namenjena samo inkognitom intervencijam na bienalih. Tako kot so bile tiste, kako smo se zadnjič pogovarjali, ne? Tiste osebne izkaznice. Zdaj je bil še ta stol, zdaj mi je ful žal, da ga nisem najdel, ker bi bil ful vesel. Pa ceglik, zato se mi zdi Spomnijo pa, kaj je bilo v španskem paviljonu. Noč bele stene. Okay. Ja, seveda. Izbrati nekaj, kar je prazno. Ja, in v glavnem ful cute, tako da tiste... Ja, hočem, no, pač tako na hitrco, tam, ko so bile bele stene različne, pa poravnane, pa tako, ja. Ampak v glavnem, zdaj te tvoje osebne izkaznice zvenijo čist plausible, ne, glede na to, da je folk več teh stvari naredil očitno, ne. Daš se vse ve, ne, kje sem razstavljal, na bienalu. Toplo priporočam. Ja, potem mi je bila še všeč od Ane Šeruga, iz časa v poletje iz leta 2022, to so bile pač slike, ki so tako malo easy ličijo na Staša Kleindiensta. Okay. Tale gospodična je skoprana, v glavnem meni je bilo full nice.
Potem pa še od Marije Klun, Opičja obleka, v bistvu instalacija, tak nek velik kostum, tako iz najlona, pa tako zgleda podoben kot Michelin maskota, veš, ko je cel tak tako. In potem je zraven bil še video, kako je v tej obleki nekdo stal sred Prešerca in pol pač kako ljudje hodijo mimo in tako. Zakaj se te stvari zgodijo, ko te ni zraven? Ne vem, jaz če bi bila zraven, bi me kap, ker je res creepy kostum. Pa ne sam Prešerc, več lokacij, no, je bilo. Tako da to, hotela sem omeniti še delo od Špele Šedivi, sorry Špela, ne znam priimka izgovoriti lepo. V glavnem so bili pa to neki kamni, ki so nekako pripeti na infuzijski sistem, preko katere teče solna kislina. Njim je to neki ful navdušeno, ampak je bilo pa dosti solidno zastavljeno, pa postavljeno in predvsem povedno, v glavnem 3 kamni so bili in na njih pač kapla ta solna kislina čez ta fake infuzijski sistem in tam, kjer pač kapla, ne, je, kakor ne vem, recimo na Krasu, pač ta kamen se razžira počasi. Ne vem, recimo od Jake Komac, naslov dela Ostanki, leta iz 21, od Ave. Naprimer, to še zdaj čisto ne razumem, kaj se je zgodilo, ampak... Kako misliš od Ave? Misliš, on je iz Ave, okay. Ja, torej Jaka Komac. Ja, v glavnem, on je razstavil uokvirjene fotografije, odzadej pač sveti lučka čez to fotografijo in pol čez fotografijo, to je taka mini fotografija, je pa naliman olupek od čebule in je pač to kao stvar, ampak čist vsi okvirji so bili postran. In tudi ta kanalček, ki je dovajal ta power za te lučke, vmes zlomljen, postran, kabli ven gledali, tako da sem na neki točki mislila, a je to za nalašč, ker ni bilo normalno, ampak ni razloga, da bi to bilo za nalašč. Tako da zdaj se resno sprašujem, no, kako kako skrbijo za to razstavo. Zdaj smo spet pri temu, ne? Vsaj slike ne more biti postrani, mislim... Ja, ok, sem kleje, elektrika, pa to pa... Dobro, so bile že sam stvari po strani, kot praviš, ne? Ja. Tako da tudi, če ne bilo elektrike, bi ampak bilo vse to je bilo toliko po stran, da ne vem, a je fora. Ne vem. Ker one druge slike, od prej omenjene, torej Ane Šeruga, so bile zelo normalno postavljene. Kaj pa je bilo na fotkah? Neki ljudje so bili fotkani. Kašni? A se kaj spomniš? Ne, ker sem šla stran. Ker si bila jezna na postavitev. Ja. Tako da ne vem, glede na to, da je Monfort tako dosti prominentno razstavišče, sem bila z izvedbo malo razočarana. Pač tudi izbor se mi je zdaj mogoče malo preširoko del, ne? Zdaj, še posebej zato, ker delujejo malo nametana dela, po večini primerov je vsebina tako malo nepojasnjena. Edina avtorica, ki sem jo spoznala že odprej, je bila Iva Suhadolnik Gregorin. Ona je imela razstavo fotk, ki je imela že v Zinu, v galeriji Dobra Vaga je imela Zin, no, pa sem že tam jo spoznala, tako da tukaj so bile pač tudi fotke, neke tipično obalne krajine z ženskim aktom, oziroma mislim, da gre za avtoportrete, no. Tako, no, ena dela zelo nice in v redu, kot celota, tako, no. Ampak je bilo tudi dosti univerz, ne? Mislim, dosti inštitucij. Tako, ja, pač, no, se iz tega razloga ne vem, kako sem. Od palca, koliko avtorjev je bilo? 31. Ja, to sem ti prej povedala. 31 avtorjev, 8 različnih institucij. Del? 31. Ja, vsak je imel eno delo. No, razen ta Aleksandrina, ko je imela stolček in QR kodo. Okay. Ja, verjetno so različne kvalitete tudi. Ne? Če je bilo to 37, to so bile verjetno bolj izbrani, tako da ne vem. Ne znam se predstavljati, zakaj bi bilo tako. Lahko bi bilo verjetno boljše. Ne, če bi mogoče, ne vem, šla na kakšno vodstvo ali pa recimo, da bi zraven natiskali še en ekstra A4, kjer bi sam tako v 2 stavkih napisali, kaj je fora, kjer ga dela, ne bi se mogoče tudi jaz malo manj užaljeno zdaj počutila. Lahko bi bil tudi na začetku QR koda, če so šli tako digitalno in potem vse bral na telefonu. To pa ne. Ampak dobro, gremo zdaj še v Koper, ko v bistvu sva že kar dolg časa že govoriva o tem, oziroma jaz govorim, tako da izvoli. Ja, kaj smo rekli, smo še vedno v istih obalnih galerijah Pirana. Ne, čakaj, so res obalne galerije Piran. Ja. Ojoj, ne, obalne galerije.
vsaj 2 sta v Kopru. Zadnje so bila tudi skupaj sicer v loži, če se prav spomniš, ko je bil Emil. Tokrat so bila tudi samostojna razstava, tudi koprčanske umetnice, tokrat Lare Jeranko Marconi z naslovom Norec. Prvo mi je zelo zanimivo, da v bistvu te lože očitno potegnejo notrene koprske umetnike, za katere nisem nikoli v lifeu še slišal, ampak tudi nič narobe, saj spoznam koga, ki dela s tistega konca. Lara je letnik 84, tako da spada med mlade, vsaj sodeč po spremnem tekstu, mlade umetnice. To sem prebrala, ja. Sam se mi je spet zdel tako. To je 40 let že. Dan si mlad do 40, očitno. Torej čez 3 leta ne bo več mlada. Ne vem. Pol bo do 45, to se premika. Mogoče omenim še, da sem uspel ujeti tudi Meduzo, ker je bila razstava Spekula, o kateri se ne bi poglabljal dosti, bolj razstavo v Meduzi. Ja, galerija Meduza, ki tudi spada pod sem mislila, da si ujel Meduzo, pa mi ni bilo... Ne, v galeriji Meduza. Ja. Omenjam mogoče zato, ker je, da postavimo v kontekst način razstavljanja in izbora v teh dveh galerijah, sploh v loženi galeriji, no? Saj sodeč po zadnjih 2 razstavah, ki sva bila, oziroma sem bil, ti si bila sam na eni. V Spekulu je razstava sicer zelo majhna, sem lihne par del, ampak je Leon Zuodar, pa Žiga Kariš, pa zdaj se ne spomnim, še en italijanske umetnike, tudi na njihovi spletni strani ne dobim ven. Pa v glavnem par umetnikov, noben od njih ni iz Primorskega konca, medtem ko pa očitno v loži zdaj že 2 razstavi, mislim, da prav zapored celo, ali je še kaj bilo vmes. Se kaj spomniš? Ne, zihar je bilo vmes. Ja, kaj smo zamudili? Novi horizonti? Ne. To je bilo tam. Kakorkoli, ampak 2 razstave zdaj, ki so v samemi galeriji loži, ki so bile posvečeni v bistvu zdaj koprskim umetnikom. Žal o Lari sem jaz zelo malo dobil na internetu. Lahko samo omenim, da poleg njene starosti, da se je v bistvu izobraževala v Italiji, že od srednje šole. Prvo v Trstu, potem pa je šla v bistvu 2008 je diplomirala že na Beneški akademiji delle Belle Arti v Benetkah. Tako da gre za sicer slovensko umetnico, ki pa izhaja iz tega beneškega kroga, način beneškega kroga umetnikov oziroma načina dela. Živi sicer res v Kopru in dela v Kopru, ampak izobraževala se je pa čez mejo, za razliko od mnogih umetnikov, ki študirajo v Ljubljani, recimo pri nas. In edino, kar sem še dobil, in to je v bistvu tudi z podobnimi deli, kot so bili razstavljeni zdaj v loži, je, da je bila na Bienalu neodvisne ilustracije leta 2021. In tle se pravzaprav zaključi, kar sem dobil od nje ven, razen še to, da dela na Univerzi na Primorskem kot asistentka. In to je, kar internet premore o njej. Ne vem, niti njene, niti spletne strani nima, kar je v bistvu ful škoda. Zakaj je ful škoda? Zdaj se bomo prišli na samo razstavo, da se ne pogovarjamo samo o njej. Je pa njeno delo. Jaz moram reči, da sem šel v bistvu 2-krat, obakrat po službi. Prvič sem imel bolj malo cajta, drugič sem pa prišel prav z namenom, da še enkrat vzamem pač ves cajt, ki ga rabim, da pogledam in da si preberem, kar se lahko prebere o njej, o razstavi in tako. In zakaj sem se sploh vrnil, oziroma zakaj se mi je zdelo zanimivo, zato ker je dejansko zelo všečna razstava, zelo z lepimi, v bistvu všečnimi deli. Tudi ona ima tak slog, dost izpiljen zdaj, se meni zdi. V glavnem ona ima tak enovit slog, že zelo dodelan. Izhaja po mojem iz ilustracije bolj kot ne. In ta njena dela so razdeljena v 3 do 4 sklope, bi lahko rekli. Prvo, ko prideš notri v ta manjši sobi, takoj čez vrata je serija ilustracij v ink, ko je to po naše tinti. Črnilo. Ja.
Prvo je serija del narejena v črnilu, modrem in rdečem. In že tukaj se takoj spoznamo z tem njenim svetom, neko pravlični svet nekih živali, ki na prvi pogled izgleda vse tako zelo lepo, simpatično, potem pa, ko začne človek opazovati, zazna en kup enih elementov, od predrezanih rok, do mask, ki so v bistvu žive, narejene iz živih živali v bistvu, oziroma pač iz tega sveta notreno, vse je narisano. Ni nič tako grusom v smislu, da bi kaj bilo res iz kakšnih pravih živali, vse je sam narisan, ampak je dost obglavljenih stvari, dost krvi, dost preluknjenih stvari, gorečih hiš, potem so razne ključi se pojavljajo tudi, tako da ima en kup enih takih malih elementov, ki se pojavljajo čez stvari, ki jih spoznamo že v tem prvem delu, ampak vse je tako narisano, da tudi recimo ta dela, kjer so prikazane razne obglavljene živali, odrezane roke in tako, niso grozne, ampak so tako dost všečne in dokler se ti ne posvetiš, zato ker je dosti detajlov in dosti listja in rož in podobnega, se sploh ne zaveš, da je mogoče od zadaj nekaj malo bolj krutega v nekem smislu. In moram reči, da je ta njen slog in način slikanja res všečen. Imel sem probleme, da bi najdel iz čemu bi bil podoben oziroma kako bi ga opisal, ker nisem tako domač v ilustraciji. Znano mi je malo, tako da bi sem že kaj zasledil. Edino, kar sem dobil ven, ko sem iskal, je, da bi to bilo mogoče malo podobno skandinavskim ljudskim pravljicam oziroma slikanju oziroma celo vezenju. Zdaj, zanimivo je, da eno od teh sklopov del so dejansko vezenine, spet z istim načinom, z istimi temi simboliko. Potem v tem drugem prostoru pa večji del, večino predstavljajo v bistvu te paper cuts oziroma izrezljanke, ko ona potem sestavlja stvari že v volumne. In to so tako zelo fine, že skoraj filigrana, take majhne stvari izrezane in sestavljene, slojene, prepletajoče in je res tako fino, res dovršeno. Koliko pa so velike te izrezanke? V bistvu zelo različno. Večina stvari, kar je slik, so recimo do tega izrezljanka dela 20x20 recimo. So pa tudi v bistvu dve veliki deli, v bistvu, ki so pa, dajmo reči, meter široke krat 2 metra visoka recimo, 2,5. In je v bistvu kot take dve zavese iz takih lisičk, niso lisičke, ker potem iz spremnega teksta zveš, da gre za volke. Tako da v bistvu glavni lik skozi vsa ta dela so volkovi, potem se pa pojavljajo notri še razni ptiči. Ja, mislim, da je to bolj kot ne to, kar je od živali. Čeprav se ti včasih zdi, da bi lahko bila tudi kakšna druga žival, da je mogoče kakšna ta volčja glava, bolj prašičja glava, ampak so tako, stvar je, da so zelo izčiščene linije, brez dlake, brez takih detajlov, ampak detajli se pojavljajo v tej neki ornamentaliki, ki se dogaja in s tem nekako tvorite ploskve oziroma sloje, no. So pa druga stvar, ki je še prisotna, so pa v bistvu take mini instalacije, na kubusih postavljeni elementi, razni spet izrezljane stvari iz papirja, kakšen razdeljen ključ na pol, pa skice, kup takih malih detaljčkov, ki se v bistvu sestavljajo v neko celoto. V bistvu najbolj zanimivo, da bolj ko gledaš zadeve, bolj ko jih odkrivaš, več stvari opaziš in bolj te potegne v ta njen, jaz bi rekel temu, kar pravlični svet. Imaš čist neki svoj jezik ustvari s tem in nek svet, ki je popolnoma njen. In to se mi zdi, da je bilo tisto, kar me najbolj potegnilo. Ker že v bistvu ta prvič, ko gledaš dela, začutiš to, polka pa greš malo globlje, pa te sam noter vleče. Kljub temu, da ja, kot sem rekel, je dosti tudi teh
krutih, krvavih stvari. In zato me čudi v bistvu. To je bilo pa tisto, kar me je pa, zato ker sem rekel, kar me čudi, zakaj nič ne dobim o njej, zakaj ne dobim niti nobene njene ilustracije, da bi bila kje zraven, ker to so stvari, ki bi komot videl tudi v kakšni pravljični knjigi, vsaj v tem slogu, če ne že v tem duhu. In me pravzaprav preseneča, da razen nekih 3-4 razstav, ki so omenjene v tem spremnem tekstu, ne dobim nič od nje. Se mi zdi, da bi tak nivo dovršenosti lahko bil prepoznan. No, in da ne bova samo pri tebi govorila o stvareh, ki grejo narobe in stvareh, ki bi mogli štimati, ne štimajo. Na razstavi sami, kar se tiče del in vsega, vse štimalo. Ne štima pa to, da ne veš, kdo je kurator razstave, da je sicer pod spremni tekst podpisan nekdo, ne veš, a je to kurator ali je to nekdo, ki je samo napisal tekst. Ne pomaga niti to, da na spletni strani ne dobiš več informacij in kakor sva imela že zadnjič izkušnjo, ti tudi na sami pazniki razstave ne znajo nič povedati, več kot toliko, kar, kot sva rekla, ima določen, je problematično do nekega nivoja, no. Sumiva, da bi kuratorca lahko bila Majda Božeglav Japelj, ki je torej avtorica tega spremnega besedila, ali kako? Ja, to sem jaz sumil, vprašal sem, nisem dobil zanesljivega odgovora. Odgovor je bil, da najbrž je samo tako napisala tekst. Niti na spletni strani, ne vem zdaj, a se želijo kuratorji oziroma kustosi oziroma kdorkoli producenti razstav na koncu, lahko da nima niti kuratorske zasnove, da so samo producenti razstav, da se nočejo izpostavljati. Se mi zdi pa škoda, zato ker kljub temu, da je razstava sama po sebi dost dobro stkana skupaj, da lepo teče, da so stvari lepo zastavljene, lepo postavljene, da ima ritem, da deluje lepo v prostoru, da ni prenasičena in ni preredka, ni to po mojem izključno delo same avtorice, ampak si predstavljam, da je to šlo za neko skupno delo, ker so se tudi pogovarjali o tem, kako bi izgledalo in kako bi se stvari postavile. In mi je škoda, da se pač ta trud, da ne morem priti niti do tega, da bi vedel, da je tako fajn naredil. Kaj pa tale moment tega naslova Norec, če prav razumem, naj bi to nekako bilo v povezavi s tem tarotom, ne? A je tega kaj zaznati na razstavi ali je to v bistvu samo neko napletanje v tem tekstu, no? Tako, eno del je res tarot in bi lahko tako povezovali z tarot kartami, sploh zato, ker je toliko simbolike. Po drugi strani se mi je pa zdelo to napletanje v tekstu malo odveč. Mislim, da delo samo po sebi govori, ne potrebuje tega napletanja. No, tako. Se mi zdi, da so bile zdaj. Spet je problem, zato ker razen tega obrazstavnega teksta, ki je zapisan tako zelo poetično in zelo interpretativno, je malo informacij o tem, kako to avtorica deluje. Saj glih zato, jaz sem pa glih razmišljala, ne, ker sem tudi pač prebrala ta tekst, razstave nisem videla, ne. Zdaj zopet mogoče neka tako imenovana izgubljena priložnost, ne, za neko, ne vem, konkretnejšo predstavitev koncepta tarota, če je to mogoče nek fokus, ne. Glede na to, da to je zdaj neka popularna zadeva v povezavi s tem nekim čarovništvom, pa hibridnim tem New Age trendom, ne, ki se kar intenzivno vrača med mlade, pa med tudi umetnike, ne. Zdaj recimo, če se spomnimo te razstave v Škucu nekaj mesecev nazaj, ne, kjer je to dejansko bil fokus, ne, v smislu, kako smo na družbenih medijih priča nekemu temu ponovnemu vzniku ritualnih praks, pa nekih uročevalk, pa neke te, kako se v bistvu te digitalne subkulture teh ljudi začnejo formirati, ki se s tem ukvarjajo, ne, v smislu, da imajo oni nek občutek, da nekam ne sodijo, da je vse preveč binarno, da je vse preveč zatiralsko in oni naj bi zdaj brisali te meje, ne, med to astrologijo, pa tarotom, pa Wicco, pa tem, ne vem, skandinavskim asertujem, pa latinsko-ameriško brujejo, pa tako New Age, pa te stvari.
in kako oni to miksajo, prepletajo, hibridne oblike, bla, 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 ne. Skupno pa jim je želja, da porušijo nek ta ustaljen red, da se opolnomočijo, da postanejo svobodni, vse te stvari, nekaj, v bistvu gre za raziskovanje identitete v resnici, ne. In je v bistvu gre za nek političen subjekt v resnici človeka, ki se mogoče dan danes s tem malo resneje ukvarja ali pa ga to vsaj zanima. In zdaj ne vem, a gre tukaj za neko to sorodno idejo, ali je bilo to kaj zaznati, ali je to pač sam en tarot čistko mimogrede zraven. Mislim, glede na to, da je razstava poimenovana Norec, ne, in da je potem v obrazstavnem besedilu tudi kar nekaj napisan o tem, kako se ta norec umešča not v tarot, pa v arkano, pa tako, me zdaj zanima, ima kaj veze s tem, ali je to sam neka mimogrede ideja? Ja, iz samega dela, če tako pomislim, ja, lahko, to bi bilo del te narative. Je res, da ta lik, ki se pojavlja s temi maskami, razrezanimi udi, glavami in to deluje nekako noro v navednicah. Je pa to tudi res, da je to zelo blizu tradicionalnim pravljicam. Tradicionalne pravljice pred Grimmsom, oziroma tudi v Grimmsu, so zelo krute. Veliko pravljicev v resnici ukvarja z smrtjo, z prevzemanjem osebnosti, prevzemanjem nadvlado in tako dalje. Z tega vidika se to definitivno veže tudi na neke starejše načine razmišljanja, ampak ne vem, če je to neko dejansko prebujanje nekih ritualističnih načinov dela. Mislim, hkrati je res zelo pravlično v tem prvotnem smislu. Ne vem pa, če je to bila neka zavestna odločitev, da gre to za neko reinterpretacijo, za obujanje, za novodobno pravljičarstvo, dajmo reči temu tako. No, sej jaz, ko sem uspela malo to počekirati, pa pobrskati, no, po spletu, se meni tudi ni zdelo nujno, da bi bilo zares s tem, kar sem prej napletla, povezano, ampak sem to v bistvu vprašala glih iz tega razloga, ker je v tem besedilu, ne, ki je sestavljen iz 4 dolgih odstavkov, ne, v katerem, a veš, nekje je o tem tarotu, ne, kot takemu, potem je to navezovanje na ta Wunderkammer, pa potem na Boša, pa potem, kratko vse je malo noter nametano. Ja, sej ta navezava na Boša je bila mogoče še najbližja mi od vseh. To nekako razumem. Sej, če hočeš nekako osmisliti, približati z nečim, ki obstaja, je tudi on ena od teh oseb, ki ga lahko navržeš. Jaz sem sicer iskal, ker se mi zdi, da vseeno ta slog ilustracije ni popolnoma redek dan danes. Gleda dosti sodobno, si predstavljam, da bi to lahko videl tudi kje drugje, si predstavljam, da bi drugi ilustratorji delali v podobnem slogu, ne bi bilo enako, ne bi bilo isto. Ona je zgradila tudi nek svoj svet, kar mislim, da je pač ta dodana vrednost, kot so te elementi, ne, teh ključev in teh stvari, to pač, kako začneš opazovati. In zato se mi zdi recimo to, da mogoče zakaj to ni ta novodobno obujanje, in to bi prav navezal na ta element te goreče hiše, ki se pojavi v večjih delih. Zato, ker je ta podoba te hiše. Baba Jaga. Ja, podoba te hiše je zelo sodobna. Gre za ta... Misliš prav oblikovno? Ja, prav oblikovno. Gre za ta kubus, na katerem stoji ta trikotna streha gor. Tako hišo, kot vidimo danes. Tisto, ki bi narisal, ne vem, otrok recimo. Oziroma samo je ponovadi v tridimenzionalnosti. Ni ploščata, ne? In tudi ta ogenj zraven, zakaj gori ta hiša, jaz ne vem, s čim bi to navezal, ampak gre z neko pogubo, zdaj bodi si novodobno pogubo, lahko mislim, vse stvari so toliko odprte v tem smislu, da lahko napleteš na to, kar češ. Lahko bi tudi rekli, da ta hiša predstavlja naš odnos do okolja in gre tukaj v bistvu za to, kako smo mi pač škodljivi za naravo, s tem, ko v bistvu smo s takim odnosom, si zažigamo svoj dom, a veš, da se naplest marsikaj. Tudi zakaj so te ptice, ki jih drži ta volk v rokah, po večinoma skoraj da mrtve, oziroma take, kot bi jih recimo videl pri lovcu. Zakaj je volk lovc v tem primeru? Zakaj si volk nadeja masko od ptice s ključem,
Mislim, jaz se nisem spuščal v to, da bi na to nalimal neke dodatne pomene, v smislu, da jih moram nalimati, zato da lahko delo uživam in ga ponotranjim. Jaz sem se raje pustil prenesti in zaživeti v tem svetu takšen, kot je. Ja, zdaj recimo v tem obrazstavnem besedilu ne piše, da te njene podobe govorijo o skrivnosti narave, življenja in človekovega odnosa do sveta, istočasno pa da namigujejo na generično in sprejemljivo moč umetnosti, kot so nekakšni talismani pa žive identitete z magično sposobnostjo vplivanja, preoblikovanja posameznika in s tem celotnega sveta. Zdaj ne vem, meni se to, jaz priznam, nisem videla razstave, ne poznam njenih ostalih del, ampak čistko na hitrco se mi zdi mogoče to tako malo far-fetched. Ne vem, v smislu, da jaz sicer vidim, da si ti navdušen nad razstavo in deli, ampak ne vem, recimo taka oblika ilustracije v smislu, da imajo živali, maske druge živali, pa da je vse tako malo misteriozno, pa pravlično, pa cute, pa malo horror, ampak še zmer cute, pa je lepo narisan, pa so rožce, pa suho cvetje, pa ne vem, pa neke folklorne stvarcice noter, pa tako. To se mi ne zdi tako nič, kar nisem že videla tako 10 let nekje. Jaz nisem rekel, da je to nekaj, kar ne bi obstajalo. Ja, iz tega razloga me tako v izi ne navdušuje, ker imam občutek, da sem to že videla. Kar bi me navdušilo, bi bilo uživo videti te izrezljanke, ker se mi zdi, da je čistko kot nek kreft, to zelo zakomplicirana, težka, dolgotrajna, natančna zadeva, še posebej za tiste stvari, ko so mogoče malo večje, ampak tako kot ilustracijo samo, pa zdaj ne vem, zakaj bi me to na rit vrglo, oziroma kot je bilo napisano v tem besedilu, da bo to preoblikovalo moje mišljenje kot posameznika in da bo spremenilo svet in da ne vem, da se bo moj možgan takoj spomnil holandskega renesančnega slikarja in da bom čutila neslišno vibriranje rastlin, pa vročično energijo, pa ne vem, prostorsko-časovno domišljiške krajine. Ne vem, tako se mi zdi malo tako jaz sem se kar hitro distanciral od teksta, zato ker je bil pač too much. Ampak ja, jaz ne pravim, da je zdaj ta razstava prelomna v smislu, da bo zdaj neki, ne vem, novo rad. Jaz pravim, da je pač všečna in je pač res, ne vem, jaz če bi bil tam, bi šel pogledat v vsakem primeru. Mislim, predlagal bi komorkoli, ki je v bližini, da gre pogledat. Mogoče je bolj stvar, da takih razstav ilustracije malo. Ja, mogoče smo jih ne navajeni. Najdeš take ilustracije, ampak v drugem formatu. To mislim, da je ta glavna razlika tukaj. Razen seveda na Bienalu neodvisne ilustracije, ne? Kjer je bila tudi ona. Ja, mogoče moje uizi neodobravanje oziroma dvomi izhajajo iz tega, da ne obiskujem, kjer jih ni takih razstav, kjer bi na način, kot so tudi, ne vem, velika slikarska dela ali pa ne vem, kakšne instalacije, bile pač predstavljene neke manjše ilustracije, ki so pač nastajale v razponu 5 let. Kaj si hodila sploh s tem povedati? Da sem jaz mogoče problem. Aha. No, jaz mislim v vsakem primeru, da bi se mogoče lahko z ilustracijo začeli ukvarjati na mogoče malo bolj resen, pa malo bolj strokoven način, pa ne zdaj, da bi delali iz tega nekaj, kar ni, ampak da bi se lahko mogoče pol pogovarjali tudi na način, da nima nekdo v prvo sam pomislekov, da to gre pa za ilustracijo, ne vem, da pač to pa zdaj ni slika ali pa instalacija, da zdaj pa se ne da v tem na isti način pogovarjati, ne. Ja, saj na koncu dneva, razen tega, da ilustracija se ne pojavlja toliko na razstavah, ilustracija ni daleč od drugih ploskovnih form umetnosti, recimo slikarstva in ja, v glavnem, Maša, mislim, da boš ti mogla ta tvoj odnos do ilustracije do naslednjič malo popraviti, ker... Pa ne, jaz nočem, da zdaj tako, jaz imam ful rada ilustracijo, ampak ne znam je z enako žlico zajet znotraj velikega galerijskega prostora, kot je mogoče loža, in priznam, to je moj problem. Ampak iskreno bi ti predlagal, da če boš v Kopru, da si greš to pogledat. Dokdaj pa je ta razstava? Do 15. novembra, tako da hitro. Ja, tesno bo. Ali pa, če poslušate to in the future, ker najbrž poslušate,
Mi dva sva zdaj drugače uživo prek Facebooka. Obeta se nas več ilustracij, Maša, tako da mogoče. No, gled, jaz bom zdaj prešla na outro, ker so v bistvu že kar mal dolga. Še dobro, da si ti izbral razstavo, ki je samostojna, ker to bi drugače čist predolg časa trajal. No, v glavnem, to je bilo to za danes. Slišimo se spet kmalu in ne boste verjeli, imela bova skrivno gostjo ali gosta. No, razen če naju scancela, ne, dajmo se ne preveč vznemiriti, ja. Hvala, da ste nam prisluhnili. Tale podcast boste lahko poslušali tudi za nazaj in sicer tako na YouTubeu in Facebooku, kjer je pač tudi premierno zunaj, kot tudi na vseh ostalih teh podcast platformah, Spotifyju in vseh ostalih. Stvari, ki sva jih pa omenjala tekom pogovora, pa bova dala v opis dogodka ali pa jih bova dala pač v te zapiske. Ja, mislim, če bo pasalo od spodaj tistih nekaj besed, bomo dodali. Ja, odvisno od platforme. Ampak, tako da ja, bi pa mogoče rabila nekoga, da nama pomaga ustvariti tak nek spodoben outro, ker to nama res ne gre, ne? Čau. Mimogrede, zadnjič sem ugotovil, da je Google posnel mojo mamo na balkonu, ki je šel mimo. Sam jo je zablural, ne? V faco. Ne vem, če sploh bila obrnjena s faco proti. Se niti vedela ni, da je pofotkal. Ja, morajo zablurati face. Ja, to je zaradi mogoče bodoče predsednice. Ja, bravo, no. Za tvojo povezava. Jaz sem moja mama. Ja. Jaz sem bil tudi ful presenečen, sem jo vprašal, nič ne vem. Zdaj me res zanima, kakšni so te avti. Da jih tudi niti opaziš. Ne, opaziš jih, ki imajo na strehi imajo kot kamera v vse smeri, pa ful počas fura, ful je creepy. Ja, jaz bi ga ful rad videl enkrat. Ker, ta pa zgleda malo boljši, ta sanski moški, kot ta sanski moški. Jej. Ali pa sanska ženska, da ne bomo samo Zdaj, roboti so najbrž genderless.